bližnjega rad imaš, če bližnjemu se predaš, če sebe več ne poznaš, ljubezen ceniti znaš. Nikoli prepozno ni, nikoli brez vrednosti, življenje okrog se veselja vrti, če bližnjega rad imaš. Odkar te rada jaz imam, nikoli nikjer nisem sama, sebičnosti več ne poznam, na svetu je vse navino, pa tudi ti več nisi sam, prihodnost je vsa še pred nama, živeti ni bilo zaman, zaupaj mi zato, če bližnjega rad imaš, če bližnjemu se predaš, se svojemu odpoviš, skoz trnje do sonca greš, nikdar ne pretvarjaš se, spoštuješ enako vse, iskreno resnico poznata oba, če bližnjega rad imaš. Bom pustila moje tule to. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijal samoti srce, kjer potok izvira v skalovju hladan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Natanko 120 let je od tistega jutra, ko se je tu gor na mestu, kjer stojimo, slišalo zbijanje, ropotanje. Triglav je takrat ovijala gosta megla, zato se dolški župnik Jakob Aljaž ni odločil za vzpon na vrh. Ropot je poslušal izpred Dežmanove koče. Kot je zapisal kasneje v svojih spominih v kroniki, so mojster Belec in trije pomočniki stolp sestavili v 5 urah. Simbol je bil postavljen, srčna želja izpolnjena. Pogum, odločnost, vztrajnost, srčnost in velika ljubezen do domovine so se prelili v pleh, ki je takoj postal veliko več kot le to. Pločevinast val s tožcem je tudi po 120 letih svetinja našega naroda, nenadomestljiv simbol Slovenije. Je spomenik naše zgodovine in živo stičišče vseh dobro mislečih. Spoštovanjem do Jakoba Aljaža in prav vseh, ki so se tudi kasneje tu gor zbirali, delili svoje znanje, smo se danes zbrali o tem jubilantu. Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetic, ko kralj po planini visoki, zahajam za tropom ovčic, saj tukaj na sončni višavi, le sam gospodar, živim le po pameti zdravi, za ljudske mi muhe ni mar. Kar pretehnite, kolikor se da.
nikdar ne zmrači se mi čelo, nikdar ne stemne se oči, in uha mi poje veselo, da zgore v gore se glasi. Ne palice svoje očarske, za žezlo kraljevo ne dam, in rajši od krone cesarske, cvetlice na glavi imam, in rajši od krone cesarske, cvetlice na glavi imam. Zamenjale so se države, ureditve, celo podnebje je vse bolj spreminjajoče se, a stolp ljubuje. Gotovo bi bil Jakob Aljaž ponosen nanj tudi danes in pravzaprav na vsakega poštenega planinca, ki se do njega povzpne. Najbrž si ni predstavljal takšnih množic v gorah, čeprav si je želel in prav vizionarsko načrtoval večji obisk turistov. Slovenci smo bili kot narod že nekdaj močno navezani na gorski svet, zato ni nenavadno, da so bila narodnostna trenja v drugi polovici 19. stoletja še posebej izrazita v slovenskih gorah. Narodozavednim Slovencem, ki so bili tudi veliki entuziasti, se lahko zahvalimo, da smo obdržali slovenske ulice slovenskih gorah. Med temi zagotovo izstopa dolški župnik Jakob Aljaž, ki je s svojimi domoljubnimi dejanji pred 120 leti poskrbel, da smo najvišji vrh Slovenije označili simbolom, ki pa je že kmalu postal prepoznaven simbol Slovencev, kar je tudi ostal vse do današnjih dni. Jakob Aljaž se je zavedal, da je stolp tujek v tem visokogorskem kraljestvu, a njegova porabna vrednost, predvsem pa ogromna simbolna vrednost, otehtata ta poseg v občutljiv naravni prostor. Na svojstven način je tudi predvideval, saj je bil človek širokih nazorov in je tudi tako želel spodbujati domoljubnost in ljubezen do gora med Slovenci. Zagotovo je s tem prispeval velik kamenček v mozaik stoletnih prizadevanj Slovencev za samostojno državo in k veliki priljubljenosti planinstva med Slovenci. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, zatorej dobro vem, Slovenec sem. To je hiša Antona Belca, kjer je bil narejen ta stolp v Šentvidu. In je bil postavljen, 2 dni prej je bil postavljen pred stavbo, potem so ga pa podrli in so ga nesli tle gor. Na današnji dan pred 120 leti te je dal postaviti Jakob Aljaž in od takrat si kljuboval takim in drugačnim viharjem. Kot upornik si svojo simbolno podobo opozarjal rodove Slovencev in tudi okupatorje, da leži pod tabo slovenska zemlja. Bil si globoko hrepenjenje po svobodi in srčno zaželjen cilj mnogim, ki jim kaj pomenijo slovenske gore in mati domovina. Žal si bil kdaj pa kdaj tudi smetnjak in oglasna deska tistim, ki živijo brez spoštovanja do tebe, ki si tudi državni spomenik in niso vredni, da stopijo pred tvoje obličje. Prijatelji Triglava smo bili tisti, ki smo pred dobrim desetletjem poskrbeli, da si ponovno zasijal v najlepši podobi. Prijatelji Triglava smo ti prvi stopili v bran, ko se te hoteli odpeljati v dolino. Pa ne samo mi. Veliko je bilo pred 7 leti poštenih ljudi, ki so vredni slovenske zemlje. Kljubuj še naprej viharjem, vičanju vetra in dežja. Ne boj se ledenega oklepa in otresi se vseh tistih, ki plizajo po tebi. Bodi še naprej naše globoko spoštovanje in hrepenenje, ostani naš svetov simbol v teh žalostnih časih. Večna naj bo slava tebi, Aljažev stolp, na očaku sivih poglavarja. Prijatelji Triglava. Bravo!
Koliko kapljic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Jezero kapljic, jezero let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Hvala lepa. Današnja Božja beseda se je začela z mislijo: vprašaj vendar o prejšnjih časih, ki so bili pred teboj. Današnje praznovanje to misel potrjuje. Obhajamo namreč 120-letnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglav. Prav preteklo z vsem, kar je bila in kakršna je bila, namreč omogoča naše današnje praznovanje. S tem je povezano še toliko drugega, kar se nam danes zdi samoumevno, pa so bili za to samoumevnost potrebni najprej daljnovidnost, potem pogum, nesebičnost in končno tudi veliki napori, da so se zamisli uresničili. Velikemu rodoljubu je bilo jasno, da je potrebno ukrepati, sicer bo slovenščina kmalu umrla. Ena odločitev je bila, da slovenske gone ohrani slovenske. Zato se je odločil, da kupi vrh Triglava in na njem postavi stolp. Kupna pogodba ima vsega 4 člene, je pa odločila usodo najvišjega slovenskega vrha. Triglav je z njo postal slovenski. In ko je svoj načrt razkril mojstru Belcu iz Šentvida nad Ljubljano, mu je ta najprej rekel, da je norec. Ko pa mu je Aljaž odvrnil, saj ne gre za me. Za nas, Slovence gre. Triglav moramo vrniti Slovenca. Takrat se je Belec odzval: vzamem besedo nazaj. Nisi norec, samo velik zanesenjak si in velik Slovenec. Dragi bratje in sestre, kako je Aljaž rekel, naj Triglav združuje. Bodimo tvorci miru, bodimo nosilci miru, ki ga zajemamo iz Boga in ki ga podarjamo drug drugemu. Moj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih graban. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj Triglav, moj dom, kako si krasan. Mi v naši občini smo res ponosni na dolškega župnika Jakoba Aljaža, ki je bil pravi Slovenec, ki je res pred 120 leti
iztrgal naše ulice iz rok Nemcev in ponemčevanja naših krajev. Gori, gori na planine, misel vsaka vidi. Gori mi iz te doline, duša moja hraperi. Gori, kjer presrečna leta, mlada leta tekle so. Tam se sreča mi obeta, tja ne mi